Marko, duatlon, zakaj? Ko pa vem, zakaj, mislim. V življenju najlepše stvari se ti zgodijo, ko si star, ne? Ne samo, ko si star. Ja, v bistvu sem zapisal en stavek, da se lahko zaljubiš na prvi pogled tudi pri 43 in jaz sem se v duatlon oziroma triatlon. Nasplošno ta šport, pred katerim sem imel do pred 2 mesecev blazni respekt. Ker vsake mi je rekel, da se ukvarja z triatlonom, ne, bolj poznan kot duatlon, je triatlon, sem si mislil, ta je budala, no, čist tako, pač pošten povedan in res tistim, ki se dejansko s tem, bom rekel, profesionalno ukvarjajo, to je res naporen šport. Spoznal pa sem, da je v bistvu zelo lušten šport, če se to ukvarjaš tudi rekreativno, ker te toliko potegne noter, da na koncu si zase pravi profesionalc. In si že malo živčen, ko doma nič ne delaš, ne? Ja, v bistvu ni toliko, da si živčen, ampak luštenje je toliko raznoliko, v bistvu od teka, kolesarjenja. Zdaj sem se začel učiti še plavati na stara leta, mislim, plavati znam, ampak pravilno plavati, ker treningi so dolgi po par kilometrov, ne? In da to pravilno odplavaš in potem tudi na teh Ironmanih oziroma teh triatlonih so tiste res prave razdalje, se pravi 3800 metrov je plavanja, to se pravi manjka 4 km, pa potem 180 km kolesarjenja in 42 km teka vse v enem, to je pač tisti klasični Ironman se to imenuje. Drugače pa tudi krajši, tako da jaz se zdaj v 2 mesecih se bom približno pripravil za en tak rekreativen duatlon. To je kolo in tek z dvojno menjavo, zato je bolj zanimivo. Menjava pomeni to, da najprej malo laufaš, pa potem greš na kolo, pa s kolesa greš enkrat dol, pa še malo prelaufaš. Tako da 2-krat preobuješ superge, pa tako, pač na teh menjavah se tudi nekaj časa zgubi ali pa pridobi. Zdaj pa nekomu bolj leži tek, nekomu bolj kolo. Meni osebno bolj leži kolo, ker sem se zadnja leta več ukvarjal s kolesarstvom kot s tekom. Sem pa športnik tako po duši, no. Sem prej 10, skoraj 12 let treniral rokomet do, rečemo tam, 20-22 leta. Potem pa je pač glasba zamenjala šport na prvem mestu. Je bil šport kar nekaj časa pol na drugem mestu, zdaj sta pa nekako prišla tako sorazmerje, no. Se pravi, nobenega ni ljubosuma, ne glasbo, ne šport na glasbo. Kaj pa žena? Žena pa tudi ne, ker je pa tudi športnica, tako da se bova oba sicer jaz preko trika športa udeležil Ljubljanskega maratona, ona pa v solo izdaji, se pravi, mogoče bo šla še kakšna prijateljica, ampak tudi zelo rada teče, je v bistvu taka športnica po duši. In se bo se poklala med sabo, če bo eden od vaju, sploh ona imela boljši rezultat. Si predstavljaš to? Ne, veš kaj? Da te naštije? Ja, mislim, to si čisto predstavljam. Jaz, če bi vedel, da vse ne bi dal od sebe, ne, pol bi bil razočaran sam nad sabo, ali pa da sem se spustil sprovocirati nekomu, pa bi se zagnal za nekom, ki je boljši in bi omagal, naprimer, to bi bil sam nase jezen. Drugače pa jaz mislim, da v takih primerih, če veš, zakaj gre, ker moramo nekaj vedeti, velika razlika med profesionalnim športom in rekreativnim športom. In rekreativec si meje v glavi postavlja sam in zato je lahko najbolj zadovoljen človek na svetu. Profesionalci pa postavljajo meje drugi. Velikokrat tudi gledalci, pa trenerji, in potem seveda je neuspeh. V bistvu jaz na profesionalce gledam tako, če doseže svoj najboljši rezultat, je zame svetovni prvak. Kako potekajo tvoji treningi? Kolikrat na teden, kolikrat na dan, po koliko ur? Treningi potekajo, jaz moram reči, nad pričakovanji za moje tista prva pričakovanja in moje prve zakisane mišice in vse to, moram reči, da zdaj po 2 mesecih teh bolečin je več. Je seveda še kakšna
težka sapa, se pravi, je še kakšen klanc, tako da smo danes le gor na Rožnik po 10-krat, 12-krat, 15-krat laufali. Kakšna je taktika oziroma kakšne so pričakovanja, če za en teden je pač ta duatlon? Mi vidimo navijati za tebe, absolutno. Mislim, tako je, kar sem že prej rekel, jaz sem rekreativc in če bom dal, da bom jaz imel v sebi občutek, da sem dal vse od sebe in to pač sam sebi sem obljubil, da bom seveda to, če ne bo kakšne poškodbe, poškodba se pa lahko dan, dva prej zgodi, lahko, ne vem, da se ti naštenga kaj zgodi se, ampak če bo vse tako, kar mora biti, se pravi, da ne bo nobenih bolečin, potem pač pričakujem, da bom naredil za sebe najboljši rezultat. In mi ti ga prvoščimo. Hvala. Hvala. Čau.